Danes jutro začenjamo v centru. In sicer pri Ajdi Sitar, kjer noter grem. Rekel bi se človek skoraj pogovarjal, no? Tako posedel bi jo na stol, pa rekel zdravo smreka, kako si, kakšni so kaj tvoji občutki, kaj pa kaj načrti za prihodnost. In na koncu so zdaj to postavljali posel. Je blog neke vrste podaljšek tvojega biznisa oziroma tvojega gre, se vsebine se lepo prepletajo? Zelo ponosni na svojo domovino, da to bomo slišali tudi v govorjenju pravljice iz Sovjetske zveze. Evo, prišla v pisarno. Cel kup videov imam za pregledati danes, cel kup stvari za narediti. Prvi klici so že noter prišli, kaj vse še dodatno danes počnem. Tako da ja, it's a busy day, zvečer gremo na športnik leta, tako da bom po moje kar preskočila zdaj. Ne, sploh ne zgledam uničeno. Sem prišla domov, si grem lase umit in potem si grem še enkrat make-up narediti v upanju, da lahko izbrišemo, koliko ur sem spala. Grem do Zale, zamenjava avtomobile, greva v center. A veš, una scena, koliko časa porabiš za make-up? 45 minut. Koliko časa porabim za lase? Posušila sem si jih in to je bilo to. Let's go! In je zelo kombinirana. A res? No, mi smo zdaj tukaj prišle. In zdaj, boš vi, čakava, da se noter napokamo. A ne? Tako smo fajn, ti si cela vijolična, jaz sem cela rdeča. In potem sem samo še Insta-storije snemala in čisto pozabila posneti vse ostalo dogajanje, ampak bil je ful lep dogodek, ful je bilo lepo. Tudi pogostitev je bila pol na koncu ful lepa, Zalo sva se imeli ful fajn. Srečala sem še Anabel, ki je v bistvu bila zadolžena za organizacijo celotnega tega dogodka in ona je v bistvu moja sošolka iz osnovne šole, tako da je bilo ful bizarno videti se tako 10 let kasneje, kako smo se spremenili, kaj počnemo, kje smo in je bil res en tak ful lep dan, večer, trenutek. Zdaj pa se spravim to vse dol in grem spat, ker mora biti jutri ob 8 na vrhnki. Ajde!